Torej, tale Helios, ki ga gledaš v tem trenutku, pride ven za dobrih 70.000 evrov. 7-8 sekunde sem dvignil vse skupaj in imam zdaj na voljo še eno res ogromno ležišče. Vizavi hladilnika v skladu s klasično zasnovo, seveda tudi WC pa tuš. Sam toliko, da veš, da sem v tem trenutku tako nervozen, da ne vem, če sem bil že kdaj pred začetkom snemanja kateregakoli vloga. To je pa zato, ker ti bom danes predstavil eno zelo posebno vozilo. Vozilo vrste, ki ga še nikoli nisem. Nekaj, kar so oblikovale in skupaj sestavile slovenske roke. Mimogrede Range Rover Sport. Imaš občutek, da se po luftu voziš. Ne, res. Veš, ravno kar sem pripeljal na slovenjgraško letališče. Lega. O Robeti smo že kdaj govorili, ne? A ni huda. Kar gledaš je camper Robeta Helios, narejena, zasnovana na Citroenovi zasnovi z opremo Sport. Pa tudi, če mi pri Robeti ne bi povedali, da gre za opremo Sport, takoj ti učke ujamejo nepar zanimivih detajlov. Ne govorim samo o nalepkah, predvsem pa poglej tukaj te nalepke na strani. Na kaj te tole spomne? A je malo carbon fiber? In ta malo bolj športno poudarjen karakter dodatno poudarijo še tale platišča Borbet, vidiš? Torej, nasplošno črna kombinacija. Belo-črna, temno-svetla kombinacija lepo sedi. Veš, jaz sem se najprej lotil nalepk, pa bi bilo bolj prav, če bi najprej pogledali njegov sprednji del. Stari, si se že kdaj videl kakšen kombi, ne? Ni imel takšnih odbijačev, ni imel tako športnega videza. Znotraj tega paketa Sport dejansko dobiš malo bolj dinamičen videz, malo bolj ostre športne linije. Sicer ne vem, kakšnih posegov se uprijemlje konkurenca, ko je treba bolj popestriti njihove izdelke, ampak tole zgleda zares hudo. Po pokrovom 2,2 litrski dizelski izdelek, 165 konjev, pogon je speljan na sprednji kolesen par, ampak če se odločiš, predvsem pa če ti to nucaš, lahko zbereš tudi opcijsko 4-kolesen pogon. Meni se zdi, da če bi jaz živel tak življenjski stil, da bi si absolutno zaželel tudi 4-kolesenega pogona, ker se mi zdi, da bi se mimogrede znašel na podlagah, kjer je oprijema manj. Odličen primer je recimo že danes. Torej, nič drugega kot strjen sneg, ampak tudi to je lahko zelo hiter past za en večji pa težji avto oziroma camper. Osnova, vidiš, vse tukaj piše, je Citroen Jumper. Dajmo najprej predelati, kaj vse se zgodi tukaj spred. Poglej, tole je voznikovo in sovoznikovo delovno okolje. Kakovost tapeciranja sedežev, materiali, ki jih pri Robeti uporabljajo, ti zares odstopajo. In čisto logično je, da tvoj uč najprej ujamejo fini materiali, potem zelo hiter najdeš tudi Robetin logo. Mimogrede Robeta, čestitke za novo podobo. Vem, da so se dolg časa trudili pa pripravljali na to, da spremenijo celoten CGP, vključno z logotipom, ki se mi zdi krasen, predvsem pa zelo, zelo prepoznaven. Torej, ptica, ki leti, namiguje na neko vrsto svobode, seveda v obliki črke R kot Robeta. Zdaj, pri delovnem okolju tople vode niso odkrivali, logično, ne? Sedeže prilagodiš, delovno okolje, vključno z armaturno ploščo, to pa težje, ampak pomagaš pa lahko z izbiro top opreme. Usnjen volan, usnjena prestavna, valjda 6 gangov, pa valjda umestnik, ta velik zaslon, v inčih ti ne znam nič povedati, ampak dobro brljiv. Zdaj, kar se tiče splošne uporabnosti, ne vem, koliko je poznaš kombije oziroma dostavnike in njihove prednosti, torej številna odlagališča, police, cup holderji, predali, vse posod, zato da lahko maksimalno izkoristiš prostor, ki ti je na voljo. In zdaj, če sta sprednja sedeža prvi indic o tem, kaj te čaka zadaj, govorim za vse Robete, ne samo za to, pa smo zdaj na dobri poti, da najdemo kaj res lepega tam za mojim hrbtom, pojmo zdaj tja. Torej, ko se obrnem, najprej zagledam mizico, 2 dodatni sedišči in pa seveda spalni prostor zadaj, ki je hkrati lahko tudi jedilnica oziroma prostor za druženje. Da se razumemo, pri tlorisu gre za klasično zasnovo, ki pa Robeta potem prilagodi. Mogoče bolj, če jaz vstopam čez druga vrata. Poglej tole stopničko pri mojih nogah, jaz je ne bom izkoristil, ker je ne potrebujem. Lahko ti pa pokažem, kako deluje. Torej, tukaj pri vhodu je tole okroglo stikalo, pritisneš spodnji del, stopnička prije ven. In če nucaš, jo ponucaš. Jaz si recimo ne tako dajem dol nazaj noter. A prav? Ok, zdaj pa kako se lotimo celotnega prostora? Takole bom naredil, le. Najprej, da ti pokažem, notranjost, ki jo vidiš, je notranjost tipa 1. Če se slučajno znajdeš na njihovi spletni strani, pa boš malo gledal, čekiral, kaj vse ponujajo. Tudi tukaj se nadaljuje tematika, ki je dobro začrtal že prvi del kabine. Govorim o materialih, o kakovostni izdelavi. Pravijo, da valjda ne samo, da je kakovost komponent ključna, še druge stvari so pomembne. Recimo, na kakšen način ti vse skupaj sestavaš. Prvič, zato da, ko se voziš, da vse skupaj ne
škripa, da ti ne slišiš, vse repota. Drugič pa, materiali, les, ki je uporabljen, Robeta temu prav Robeta R. To je pa zato, ker znajo z uporabo posebnih tehnik, materialov pa lesa prešparati na vsak avtodom do 200 kg mase. Kdor je pa v tem svetu doma, pa zelo dobro ve, da šteje vsak kilogram, predvsem takrat, ko se stvari začnejo že malo lomiti, ne. Kaj smeš pelati z enim izpitom, pa zakaj recimo potrebuješ že drugega? No in taki prehranki pri masi, pri materialih seveda štejejo veliko, zelo cenim tudi to, da so se pri Robeti potrudili svoj nov logotip implementirati v čim več kosov, brez da bi bilo tega preveč, brez da bi se skupaj delovalo že malo too much kičast. Zdaj pa osnovne komponente ti vsem ne bom predstavljal, ne? Tole veš, kaj je. Pa tole menda tudi, si že kdaj videl? Mi je pa všeč recimo tale detalj, ene vrste vitrina, ki že malo namiguje na to, da gre za premijski produkt. In premijski produkti, ne glede na to, v katerem delu mobilnosti se pač v tistem trenutku nahaja, vedno imajo detajle, ki so malo drugačni. To je eden izmed teh. Dobro pa, ker že stojim tukaj, poglej, tole je hladilnik, prostornina, če se ne motim, 150 litrov, zgori tudi zamrzovalna skrinja. Vizavi hladilnika v skladu s klasično zasnovo seveda tudi WC pa tuš. Poglej, lijak je pomičen, se umakne, zato da si ti lahko umeril stoširaš in potem ga premakneš nazaj. Kva pa kle spraviš, jaz ne vem, a šampon tukaj, najbrž, a? Pa v marca pogled tudi nadstranišče školko, pa tukaj le boš najbrž kaj obesil. Penk, vsadzga predala ti ne bom odpiral, tega je preveč, pa smo lahko do jutra tukaj, ja prav. Vtičenc USB priključkov je posod dovolj, na levi, desni strani, pa še kje. Aj matra, pa kle sploh opazil nisem, le nad mizo še dve dodatni omari, poglej. Aha. Evo, dodatnih par 10 cm zna biti fejst koristen. Easy peasy lemon squeezy, ne? Smart TV-ja ti sploh omenil še nisem, ne? Sam to, da veš, da ga imaš in izkoriščaš pač vse opcije, ki so ti ponujene v skladu s tem. Gremo naprej. Ti boš kaj meni fajn, ker jaz kar takole sproči malo stvari odkrivam, ne? Kaj je to? Aha, en ogromen predal, soft close valjda, pa še en, pa še mah. Tiče se malo, to mi pa niso povedali, jaz to prav vidim, je to komarnik. Vi, ki se bolj na to spoznate, a komarniki so tako? A je to nekaj, kar je samoumevno, ali to nima vsak? Se ne vem, I don't know. Čakaj, to pomeni, da lahko pa tudi tukaj tole naredim? Samo. Čak, zdaj pa meni to zanima, veš? Ja, čak malo stari. Gdje reže se temu reče pahlača, prosim? Ti pa tazga lajka, kad sem jaz, ne zanima. Kaj zdaj pomeni ta pop-up? Kako pa pol to dvigneš, da lahko gor spiš, pa se on sam zasmeje, pa je rekel, stari, to sam. A sem jaz dosti velik za to? Stari, pa to je res džak. Evo, koliko sem rabil? 7-8 sekund, da sem dvignil vse skupaj in imam zdaj na voljo še eno res ogromno ležišče. Za dol pa sam potegnem dol. Ja, super. Ok, zdaj pa možgani celotne operacije, če lahko temu tako rečem, je tale zaslon oziroma umestnik tukaj nad vrati. Tukaj upravljaš z vsemi ključnimi elementi, ki so povezani s štromom, z razsvetljavo, s čem še, z odpadnimi... Ne. To pa tudi ne. Sploh kam imam kle? Voda, luči, klima, hladilnik. Pa je tole pa voda, stari, a ne? Ja, ok, v redu. Jaz moram enkrat na en dopust, pa se pred tem dobro izobraziti. Jure Gregorčič, a mi je malo pomagal. Ker se počutim, da sem tukaj toliko frišen, ker ne vem kva. Le se ne vem, če dobro vidiš, no, ampak tukaj lahko nadziraš vse ključne stvari, ki so povezane za normalno bivanje z kemperjem, to se pravi od štroma do vode najbrž in tako naprej. Ja, poglej. In ko že govorimo o ekonomičnosti uporabi ne dizelskega motorja, ampak celotnega kemperja, če sem jaz prav razumel ljudi, ki so ustvarjali ta kemper, so rekli, da lahko ob neki normalni porabi elektrike ostaneš off-grid do 7 dni, to se pravi do enega tedna. Vi, ki se na to spoznate, povejte, je to velika, je to mala, je to nekaj normalnega, a je to super. To je zame nek razmeroma nov svet, zato z enimi podatki, mislim, ne vem, kaj ne z njimi. Je pa še en seksi detalček, sem nekaj hotel pokazati, mislim, da so si ga pri Robeti malo sposodili pri Mercedesu, ampak nič hudega, ki je fajn. Poglej, najprej bi ti rad pokazal, kako izgleda zadaj, ko so vrata odprta, seveda je na voljo dodatnih odlagališč, kakor praktično češ, vključno z dodatnimi predali za vse najnujnejše stvari. Predvsem pa detalček, ki sem ti ga hotel pokazati. Poglej, vsaka Robeta ima tukaj spodje na tako tablico s podpisom človeka, ki jo je sestavil, v tem primeru Gorazd Hanžekovič. Gorazd, če sem narobe naglasil, se opravičujem. Upam, da sem prav. Bomo tole mi do konca potegnili. V redu, podpiram, namaram komarjev. Sam sem pa skoraj premalo visok, da bi do konca. Te ambientalne svetlitve se pa nov videli, ne, tega let traku. A damo še tendo ven? Daj no, kaj me zanima, kako izgleda. Ja, pust v redu je takole. Sej sam tok na hitro, no še, ko ti nisem pokazal, kako izgleda stendo, sicer ni do konca stegnena, ampak nič hudega. Ok, kaj nam zdaj sam še ostane?
cen. Torej, tale Helios, ko ga gledaš v tem trenutku, pride ven za dobrih 70 000 evrov. Oziroma, če hočeš, da sem zelo eksakten, dajmo reči kar 71 000 evrov. Zdaj pa mislim, da sem povedal večino stvari, ki sem jih hotel. Mimogrede, če to gleda kdo, ki je na tem področju doma, prosim lepo, povej pa razlož mi, kaj pri testu kamperja ali pa mogoče kakšnega avto doma, če se ga kdaj lotim, ne sme manjkati. Jaz se bom dol usedel tudi z Juretom, prepričan sem, da bo rekel, dober, pa nič nisi pa o odpadnih vodah povedal, pa nič nisi o štromu povedal, pa o drugi porabi. Ja, nisem. Se učim, pa bom naslednjič vedel že več. To je nekaj, kar bi me zna zagrabiti, že zdaj le vidim. Treba na en dopust. No, evo, toliko na hitrico, skoraj sem odletel v tem 5,99 metra velikem Heliosu. A ja, super, reči sem pustil. Bravo, Ciril, dobro si začel svojo kamper kariero. A ja, valjda kontakt, stari meni pomoči, no.